Moje prvo vprašanje je za režiserja. Kot je povedala Nina že na začetku, gre za tretji film v seriji Glasba je časovna umetnost. Igor, ti si režiral tudi prvega, LP film Pankrti. Mogoče lahko poveš par besed, kako je prišlo do tega ponovnega sodelovanja in ali si tokrat obral kaj drugačen pristop? Ja, pristop je bistveno drugačen. Mislim, gre za bistveno drugačna albuma, za bistveno drugačno glasbo. Pri prvem filmu o prvi plošči skupine Laibach je šlo, bi rekel, za kapsulo punk eksplozije, bi rekel, popolnoma drugo montažo, popolnoma drug pristop. Načeloma je pa seveda strukturiran enako, zato ker je plošča ta, ki diktira strukturo filma. Ampak temeljna razlika zame je bila pa ta, da je šlo pri prvem albumu za, jaz tukaj rad uporabljam farmacevtski izraz, za generično ploščo. V tem smislu, da bi rekel, se je neka glasbena forma uvozila iz zahoda v takratno državo z nekajletnim zamikom in je v bistvu potem tukaj prišlo do nekih družbenih sprememb in tako in sprememb v glasbenih formah, oblikah. Pri Laibachu gre pa za diametralno drugačno zgodbo. Ni naključje, da gre tukaj za glasba časovna umetnost na tretjo in tukaj je popolnoma obrnjena stvar v tem smislu, da je pa Laibach bil tisti, ki je začel nek proces, ki se je potem, bi rekel, širil tudi izven meja države, ne. In je začel nek proces, bi rekel, ki še traja in jaz sem prepričan, da bo še dolgo trajal, ne. Kot sem že prej omenil, gre za po mojem mnenju za ob Cankarju in Plečniku daleč največje in seveda Neue Slovenische Kunst, mislim kasneje, za daleč največjo umetniško skupino in umetniška dela 20. stoletja in morda še več, ne. In to v smislu umetniške, ne samo glasbene skupine, gre pa zagotovo za svetovni fenomen. Igor Bašin, ti si scenarist filma, ampak hkrati, če lahko tako rečem, tudi idejni pobudnik te serije. Ko ste se lotili raziskovanja tega materiala, predstavljam si, da ga je bilo ogromno, pa na kasnejši točki tudi selekcije, kaj sploh vključiti v film in kaj ne? Ja, v bistvu, kako naj rečem zdaj tole. Osnova tega glasbe časovna umetnost je ta, da se odvrti plošča od začetka do konca in da v tem času pač povemo zgodbo o plošči oziroma o skupini, ki je to naredila, se pravi o kontekstu časa, kako je do plošče sploh prišlo. Kar se tega tiče, kar se tiče te zgodbe, je pa mogoče bila zoprna zadeva, ker je toliko materijala že napisanega pa objavljenega, da smo bili seveda pred velikim izzivom. Kaj pravzaprav sploh še novega povedati, na srečo smo tle imeli dovolj zgovorne sogovornike. Hkrati pa moj največji recimo izziv je bil pri tem filmu ena čista banalnost verjetno za večino tukaj prisotnih, kako to ploščo pravzaprav sploh pokazati skozi sam film, se pravi, kako se plošča na gramofonu vrti. In tukaj čist ena navadna in mogoče taka izzivalna anekdota. Ravno ko smo začeli sestavljati scenarij in postavljati ga skupaj, smo prišli do tega, da poglej ga ti hudiča, na Kickstarterju se nek lebdeči gramofon iz Slovenije pojavlja in smo s tem povezali v bistvu leto 2017 ali pa 2018 z letom 1985. Ampak kar je bilo pa najbolj smešno pri celi zadevi je bilo pa to, da sem jaz naslednji dan, ko sem se usedel za računalnik, hotel napisati fantom, ki so ta Maglev audio naredili, mene je že čakal en mail od Tomaža, ki se je izkazalo, da je moj sosed iz Nove Gorice, ki me je spraševal, kako, če bi mu lahko pomagal malo pri promociji tega njihovega Kickstarterja. In evo ga. Tukaj je bilo in je bila stvar vsa gotova in smo potem vedeli, da lahko to izpeljemo in povežemo 1985 z 2017 oziroma 2018. Tako zelo na kratko. Vprašanje za ali Dejana ali Janja, ta plata, kdor bo lahko več o tem povedal, namreč želim vprašati, kako je
tega, da ste se odločili, da bo ta plata ponovno izdana v tem box setu Laibach Revisited. Kaj lahko pričakujemo od ponovne izdaje? Ima ta odločitev kakšne veze s tem, da je tudi film snemal o vas? Jaz bi se najprej zahvalil še enkrat režiserju za zelo zanimiv film. Publiki, ki je polovico publike, mislim, da je itak Laibach članov in sodelavcev. Tako da sem se bal, da bo več ljudi ostalo na odru, oziroma manj v dvorani, kot na odru, ko si jih začel klicati gor. Tukaj je Srečko, recimo Bajda, Marko Košnik, Vasja Ulrich, mogoče ni slišal, ki je že malo star. Predvsem pa bi rad pozdravil dva naša kolega, zelo pomembna kolega v celi tej zgodbi in tudi v filmu, ki sta prišla eden iz Londona, drug iz Hamburga, in sicer Fritz Ketlin, naš sodelavec, bobnar na evropski turneji Occupied Europe Tour. Fritz Ketlin, please stand up. In Uli Reberg, Walter Ulbrich Schalfolien iz Hamburga. To je ta, ki nama je dal nekaj denarja z Dejanom, ker sva prišla, so bila čisti stradana, ker sva štopala iz Slovenije čez celo Nemčijo, ne, v smetarskih oblačilih, da nama nihče ne bi ustavil sred zime. Kaj je že bilo vprašanje? Zakaj bomo... Ponovno izdaja plate. Plošča, skratka, ja, mislim, album je nekako ostal po spletu okoliščin v naši lasti, skratka, ni last nobene od naštetih založb, čeprav smo ga podpisali z vsemi možnimi založbami, ampak nekako smo ga uspeli zadržati zase in vsak tok časa ga lahko izdamo in glede na to, da se bližamo 40-letnici Laibacha, smo začeli že pred cirka skoraj 10 leti najavljati, da bomo izdali ta album. Med tem časom smo naredili še eno varianto tega albuma z našo mlajšo ekipo, ki je zdaj že tudi več kot 10 let stara, no, mislim, Luka Jamnik tukaj nekje sedi, ki je izdelal fantastične aranžmaje in ostali, da ne bom zdaj naštel imen, po nepotrebnem, ker imena so itak, no, tudi to bom spustil. Ampak skratka, res bo išlo, kot zgleda, bo res išel ta album. Zdaj nas je presenetil še Igor s tem filmom, tako da to bi nekako mogli tudi dodati v ta super ekskluzivni luksuzni boks. Razmišljamo, kako bi to naredili, bomo videli, mogoče pa vseeno ne bomo še izdali tako hiter, ampak ja, pač izdali ga bomo, no, še enkrat. V boksu bo originalni album, če najdemo master track, ki smo ga posodili Nevenu Smolčiču, pa ne vem, a nam ga je vrnil, ne najdemo ga nikjer več. Skratka, to bo en album, drugi album bojo naše nove interpretacije, te stare prve plošče. Tretji album bojo posnetki v bistvu iz v bistvu tudi teh prvih skladb, ki smo jih snemali na živih koncertih 200 metrov pod zemljo v Velenju, v Rudniku Velenje, pol kje je že bilo, v Barceloni, v Muzeju moderne umetnosti Reina Sofija pred kratkim, mogoče tudi v Puli, v cerkvi Svetega srca ali kakaj je že bila. In pa pred kratkim v Orto klubu, kjer smo še enkrat vsake toliko časa pač na nov postavimo ta čist prvinski Laibach, ker nam pač ker nas nekateri kritizirajo, da smo šli preveč v pop vode in pač moramo to malo izravnavati. Skratka, to je to.
Plus še milijon drugih stvari bo zraven. No. Dejan, imaš ti kaj za dodati? Lahko nekaj drugega vprašam. Vprašanje je bilo ponovne izdaje plošče, pa kaj pričakovati zdaj s tem? Z glasbo se je itak skozi ponovno izdajanje, sploh če je kvalitetna glasba, pogled samo klasično glasbo, kolikrat je bilo to reinterpretirano in tako da to je čisto normalno, se Laibach je vedno pretendiralo na neke vrste avantgardno klasično glasbo, tako da to bo šlo ven itak. Če malo spremenim temo, kar mi je bilo zelo zanimivo v filmu, je to, da je bilo jasno nakazano, da je služenje vojaškega roka imel precej velik vpliv na vas. A lahko še kakšno besedo o tem? Kakšna je bila ta izkušnja vojske? Po mojem bi to več povedal Igor, režiser. V tem smislu. Mislim, jaz ne bi rekel, da je bila to zdaj, mogoče se tako sliša, ampak bolj pomembno je bilo, mogoče če si opazili, če ste opazili ta moment, bi rekel, konfrontacije tega vojaškega orkestra, pa potem direktno se pravi, da vidiš nek spirit, ki je vladal takrat v tistem času, čeprav bi rekel, je bil to zelo militariziran čas, ne, ampak je imel pa zelo mehke, bi rekel, te kulturne vsebine, ne, ki jih je pa Laibach, bi rekel, znal na svoj način ojačati in iz tega narediti, bi rekel, neko frontalno, formalno dispozicijo, ne, s katero je potem osvajal odre širom sveta. Ja, dodam. V bistvu ta posnetek najprej vojske, vojaškega benda, ki je noter igral, ne, na eni strani in na drugi strani Laibach, ki je oblečen v jugoslovanske vojaške uniforme, to je v bistvu zelo zanimiva v nekem smislu ilustracija tega, kar se je takrat dejansko res dogajalo. Na eni strani si imel vojsko, ki se je šla v bistvu že skoraj rock and roll, obnašali so se bolj rockersko na odru kot, ne vem, bistveno bolj kot mi. Mi smo se obnašali bolj vojaško. In to je bil takrat glavni problem, da je bil Laibach v osnovi, tako se pravijo nekateri filozofi, da smo seveda, da smo prevzeli vlogo države, da smo se obnašali bolj državno od države same, da smo v bistvu razvili princip, kako se že temu reče, kaj že pravi Žižek, pozabil sem, kdo ve. No, anyway. Kaj? Nadidentifikacije, točno veš. Dobro, da imamo prišepetovalce. Nadidentifikacije. Skratka, Laibach je bil bolj državotvoren, bolj resno smo se obnašali, kot pa država sama, kot ste videli tiste vojake, kakšno rock and roll so se šli. So imeli pa križ zadaj, ne? So imeli pa križ zadaj, ja, rdeč. Še ena stvar, vojska, v bistvu po neki naši teoriji je rock and roll de facto izhaja iz militantnih orkestrov. Ker vsaka vojska je včasih imela te velike militantne orkestre, ki so dajali nekak poudarek vojskam, ki so šli na pot, imeli so pač zastave, imeli so, ne vem, bobnarčke, imeli so te trobentače in tako naprej. In iz tega so se pozneje razvili seveda malo drugačni orkestri, malo bolj jazz orkestri. S časom, ne, sploh, ker ni bilo vojne, recimo, so se ti vojaški orkestri, še zdaj imate v bistvu vsak policijski orkester, vsaka policija ima policijski orkester, vsaka vojska ima vojaški orkester. Skratka, še vedno to obstaja, ta tradicija, ne. In iz teh nekih jazz orkestrov pozneje so se razvili plesni orkestri, pa manjši orkestri, pa jazz orkestri manjši in rock bendi recimo in tako naprej. In tako smo prišli nekako do Beatlov, Rolling Stonesov in na koncu seveda tudi do Laibacha. Vse Beatli so bili tudi oblečeni v uniforme, Rolling Stonesi tudi. In danes vsa heavy metalska recimo scena je oblečena v uniforme, zares. Vse to je uniforma, to, kar gledamo na odru. To je nek ritual uniformiran in skratka rock and roll, rock glasba, to je v bistvu militantna, militaristična glasba, zares. Za vzgajanje duha. Ne. Razen Silencov, recimo, ki tam le sedijo, niso baš neki militantni, ampak če se bojo z nami družili še dolgo, pol bojo postali. Ma mogoče kdo iz publike na tej točki vprašanje? Tudi na balkonu imamo en mikrofon. Ne še?
Tukaj, ko je kolega govoril o rock'n'rollu, jaz bi sem to poudaril, ne, da Laibach je vedno štartil na rock'n'roll, ne pa rock'n'roll. Hočeš reči na Residence ali kako? Never heard. Ok, jaz imam še eno vprašanje. Zdi se, da je bila pri filmih o Laibach, ne? Zdaj od Bensonovega Predictions of Fire pa do nedavnega Dneva osvoboditve, ne? Skupina na nek način skoraj kot en soavtor pri teh filmih. Tokrat se pa zdi, da res gledamo dokumentarni film o skupini Laibach. Koliko ste imeli člani vpliva na to, kakšen je končen izdelek v samem procesu nastajanja? Smo imeli vpliv na vse, ne, in to se mi zdi zelo pomembno, ne. Kaj si rekel? Druga stvar, kaj si rekel? Ja, to sem že povedal, mislim, od začetka do konca totalno, mislim. Ni bilo no mercy. Ja, ampak smo bili odprti, ne, tako kot je kolega rekel, mislim, v filmu, da pač nas je zanimal dialog z studiom, ne pa, da bi furali samo svojo muziko in to je to, mislim. V bistvu ta film na nek način posnetek neke utopije, ko bomo mogoče kdaj kasneje zaštekali, mislim. Nekateri že zdaj štekajo, no, ampak ja. Jaz dejano se ne bi oporekal, ampak dejstvo pa je, da ja, verjetno smo res vplivali, ne, pač se konec koncev z Igorjem se poznamo, z obema Igorjema se poznamo kar dolg časa, skratka nek vpliv medsebojni obstaja in tudi kar se tiče drugih režiserjev, ki so delali z nami, ali šlo za neke fene ali za karkoli že. Tako da v tem smislu smo vplivali, ampak zares pa se nikoli nismo vtikali v sam filmski proces, skratka. To ni film, ki smo ga mi posneli, ni film, ki smo ga mi sami delali vse, ampak ki ga je, gre za pač izdelek, avtorski izdelek, tule sedečih in to je to je res kar, ne, drži. Ja, kar se tiče tega je treba reči, da Laibach je vplival toliko, kakor se je popolnoma bil pripravljen nam predati, nam zaupati, in pristati na dejstvo, da jih pokažemo tam, kjer sebe do zdaj nikoli niso prikazali, ker nikoli niso želeli, da bi bili prikazani, so pa seveda nam dovolj zaupali oziroma niti daleč od tega, da pa bo verjetno Igor še kaj dodal na to temo. Kar se mene tiče, niti slučajno se ne bi šel neko igro z njimi demitifikacije ali pa demistifikacije. Zagotovo pa sem ves čas vedel, da lahko bi rekel tudi intimno zgodbo, kar morda oni na začetku niti niso, bi rekel, bili pripravljeni verjeti ali pa morda so mislili, no, bomo videli, kako bo izpadlo, ampak sem verjel to, da lahko bi rekel iz intimne zgodbe naredimo monumentalni filmski detajl in na ta način v bistvu se ta mit še mogoče celo multiplicira, ampak na neki drugi ravni. Mislim, film pač moramo vedeti, da izhaja iz, film kot medij izhaja iz medija fotografije, iz prenosa resničnosti in tisto, kar je na filmu najbolj zanimivo, ni nujno, da je najbolj zanimivo v kakšnem drugem mediju. Se pravi, Laibach je likovno-glasbeni artikel, film je pa nekaj drugega in mi smo izhajali iz tega, kar je na filmu najmočnejše. To so neke, bi rekel, zgodbe, ki so intimne, ki so zgodbe iz zakulisja oziroma, kot se mi zdi še najbolj primeren izraz, nekako smo pokazali tisto, kar se dogaja v komandnem štabu skupine, ki je oder spremenila v bojno polje idej. To je tako, na kratko rečeno, po mojem ima še Igor kaj na to temo. Glede na to, da zadnje cajte ugotavljam, ko hodim po nekih okroglih mizah, se radi ljudje imenujejo, kaj je njihova profesija. Ena od mojih je kritik in ta profesija mi dostuje na ta način, da naredim zid med sabo in tistim, ki je na odru in da potem pišem tako, kot si jaz pač to predstavljam, doživljam in prenašam naprej svoje mnenje in ena od mojih osnovnih pravil pri delanju glasbe časovna umetnost je ta,
da o katerikoli že plošči se pogovarjamo oziroma jo predstavljamo oziroma o katerikoli že skupini gre, ta nima vstopa v montažo. Koliko ste imeli pa kaj težav mogoče pri iskanju sogovornikov? So bili vsi pripravljeni sodelovati pri projektu, ki ste jih kontaktirali? Žal ne, ampak kaj ne rečem, ljudje, ki pač nočejo sodelovati, se jim zahvalim za to, da smo se pogovorili in kaj ne naredim zdaj. Ja, seveda niso vsi, bi rekel, vsi povabljeni, niso sodelovali, mislim, tudi gre za manjši del ljudi. Zelo smo počaščeni, da je v tem filmu nastopil gospod Marjan Hosnik. Oče enega od žal preminulega ustanovnih članov skupine in mislim, da je ta del filma meni še posebej ljub. In mislim, da je to ena od velikih dragocenosti tega filma. Hotel sem pa nekaj drugega reči, ampak sem zdaj pozabil, pa se mi je zdelo kar pomembno. Ok, ja. Mislim, kar se mene tiče osebno, pri delanju tega filma sem izhajal z ene premise, ki se mi zdi tako, recimo, ena mojih najljubših glasbenih skupin je skupina Kraftwerk. In sem se vprašal, če bi jaz gledal film o tej skupini, te skupine ne bi bilo več na tem planetu, kaj bi želel gledati? A bi želel gledati njihove koncerte, njihove podobe, ali bi želel gledati njih? A bi želel, da so oni večno živi? In seveda to drugo. Mislim, vse ostalo lahko vidim druge. Videl sem jih nekajkrat v živo na koncertih, tako kot v Tlajbah, kar se mi zelo zanimivo. Imamo ljudi, ki so pripravljeni govoriti iz prve roke, dajmo njim priložnost. In njim, se pravi, kar so, okoli tega smo strukturirali vse drugo. Se pravi, njihove izjave, ki jih niso še nikjer, stvari, ki jih niso še nikjer povedali, ki niso bile še nikjer pokazane, so diktirale celoto filma. In tudi, bi rekel, so tudi v filmu nekateri ljudje, ki so zelo dobre, mislim, so bili posneti nekateri ljudje, ki so zelo dobre stvari govorili, ampak so govorili iz neke zunanje pozicije, neki fantastični komentarji, ki pa nekako boljš mi je, bi rekel, poslušati Dejana, ki ne pove nič o križu, ampak je povedal vse, kakor nekdo, ki bi govoril zelo veliko o križu, pa ne bi povedal nič. Se pravi, tle smo šli na moč filma, ki skozi molk, tako kot slika izven kadra, lahko pove več, kot slika v kadru, tako lahko tudi tišina pove več v filmu, kot izgovorjena beseda. Morda kdo iz publike na tej točki? Pa bi pa jaz v bistvu kar predlagal, da se, razen če bi še kdo kaj povedal, da se predstavimo v kavarno. Jaz bi mogoče samo še omenil, da je pač danes nek res zgodovinski dan in smo zelo veseli, da se je zgodil, ne samo zaradi tega filma, ampak tudi seveda zaradi srečanja Kim Jong-un in Trump, ki smo mu botrovali tudi mi, saj delno, in naš kolega Denis Rodman in tamle polovica sedečih v dvorani. Kaj? Ja? Ok. Skratka, mali koraki, mislim, da v tem smislu seveda smo tudi mi dodali nekaj za ta zgodovinski premik. Ne gre toliko za Trumpa, gre v bistvu res za fantastičen korejski narod, ki smo ga spoznali, kolikor smo ga lahko pač v tistem tednu dni, ko smo bili v Severni Koreji. A zaključimo, še kaj drugega? Rejan, boš ti? To je to? Ja, Pa najlepša in iskrena hvala vsem štirim. Vsi povabljeni na pogostitev v kavarni.